Poletje se je končalo, dopusti so mimo in zdaj je čas, da se spravimo nazaj v formo. Karmen me sprašuje, kako naj se motivira in kako naj začne spet s treningi. Tudi ti ne veš, kako začeti, potem nujno poglej ta video in se spravi nazaj v formo. Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Karmen in vsi drugi, ki ne veste, kako priti nazaj v formo, pripravil sem vam nekaj nasvetov, kako začeti spet trenirati. In še nekaj, na koncu tega videa boste dobili še seznam top izdelkov, kako priti nazaj v formo. A ja, pa da ne pozabim, da ne boš zamudil mojih naslednjih videov, se naroči na naš kanal, spodaj stisni like, če imaš pa vprašanje, mi ga napiš v komentar in v naslednjih videov ti bom odgovoril. Največja napaka, ki jo lahko naredite, je to, da začnete zopet trenirati tako, kot ste to delali pred dopustom. To pomeni na polno. S tem boste svojim mišicam povzročili preveč stresa, na koncu vam bo padel imunski sistem in obležali boste v hudih bolečinah. S treningom pa ne bo nič. Vaše telo se mora na novo prilagoditi obremenitvam in stresu, ki ga povzroča trening. Vaše mišice, sklepi, vezi in živčni sistem tega niso bili vajeni in sedaj ste jim s tem naredili overload. Rezultat pa je kolaps celotnega sistema. Si to želite? Verjamem, da ne. V prvem tednu vaše trening rutine delajte polovico treninga, kot ste to delali pred dopustom. Če ste prej delali 8 vaj, delajte sedaj 4. Poleg tega ne pretiravajte s težo in intenzivnostjo, ego pustite doma. Sploh pa ne pozabite na raztezanje in to pred in po treningu. Drugi teden povečajte intenzivnost treninga nekako na 80%, tretji teden boste pa lahko že trenirali tako, kot ste pred dopustom. Le na ta način boste hitro in varno prišli nazaj v svojo trening rutino, izognili se boste poškodbam, pretiranim mišičnim bolečinam in raznim krčom. In kar je najbolj pomembno, spet boste imeli veselje za trening in za napredek. Zdrava in uravnotežena prehrana je ključni dejavnik za doseganje dobre forme in splošnega dobrega počutja. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na prehranske dodatke, s katerimi bomo pa še lažje prišli do svojega cilja. Če je tvoj cilj pridobiti mišično maso, potem proteini. Proteini so glavni gradnik naših mišic. Če želimo, da naše mišice rastejo, jih moramo zaužiti dovolj. Svetujem vam, da pojeste 3 grame beljakovin oziroma proteinov na kilogram telesne teže. Potem je tukaj še kreatin, ki bo vašim mišicam dal energijo, moč in poskrbel za njihov večji tonus. Svetujem vam, da kreatin jemljete 5 gramov zjutraj na tešče in 5 gramov pred treningom. Da boste poskrbeli za regeneracijo in seveda rast vaših mišic, pa vam priporočam, da med vadbo pijete BCA aminokisline. Kolikor pa je vaš cilj izguba telesne teže in maščobe, pa vam poleg proteinov priporočam tudi izdelke za kurjenje maščobe. Fat burner je izdelek, ki vam je lahko odlično pomoč pri izgubi maščobe. Poleg tega pa vsebuje sestavine, ki zavirajo apetit in daje energijo za trening. Zaradi večje količine kofeina pa žal ni primeren za ljudi z visokim krvnim tlakom. V tem primeru pa je boljše, da izberete prav tako odličen izdelek za hujšanje, to je L-karnitin. Primeren za vse aktivne ljudi, ki si hočejo znebiti odvečnih maščob. Njegova naloga pa je, da odvečno maščobo pretvori v energijo. Poleg teh dveh imamo tukaj še izdelek CLA, ki tudi poskrbi za večjo porabo kalorij. Zdaj pa akcija, vemo vse, gremo trenirati. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Svoje vprašanje pa lahko zastaviš tudi našim svetovalcem v naših šopih.